Mogoče najprej, če se spomnimo, kako se je vse skupaj začelo. Konec decembra smo lahko prebrali prve novice, kaj se dogaja v Wuhanu na Kitajskem, da se tam neka čudna okužba širi. Potem so prišle šolske počitnice, ko smo že slišali, da v Italiji razsaja neka nalezljiva bolezen. In takrat so prišli pravzaprav že tudi prvi smučarji iz Dolomitov. Prvega okuženega smo v Sloveniji dobili konec marca, nato je bila 11. marca razglašena pandemija, Svetovna zdravstvena organizacija jo je razglasila. Dan kasneje smo v Sloveniji razglasili epidemijo, 13. marca pa je potem prevzela nova vlada. Tako so se pravzaprav bliskovito zavrtele številne odločitve, ki so vplivale na vse nas. Situacija se je bliskovito spreminjala, od prvih okuženih do pravih izbruhov okužb v nekaterih občinah in potem kasneje tudi v nekaterih domovih za starostnike. Zlasti domovi za starostnike, to vemo pravzaprav tudi iz izkušenj drugod po svetu, da so postali tista žarišča, ki jih je bilo najtežje obvladovati. Žal se je podobno zgodilo tudi pri nas, kljub vsem naporom. Vendar pa tukaj moram povedati, da napori vseh tako zaposlenih, zdravstvenih delavcev, tudi zdravnikov, koordinatorjev, ki so se kar naenkrat vključili iz regionalnih bolnišnic ali pa celo iz večjih kliničnih centrov, strokovnjakov za paliativno oskrbo. Hkrati pa delo z roko v roki, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, smo vseeno uspeli doseči neke spremembe in celo več. Domovi, ki so bili na začetku pravo žarišče, se je stanje umirilo. Danes smo tukaj v Ljutomeru, ki se je iz zgodbe, pri kateri smo vsi bili tudi prestrašeni in zelo zaskrbljeni, se je pravzaprav pod črto zgodba zaključila kot zgodba o uspehu. Vsi smo se ogromno naučili. Učili smo se sproti, bili smo prisiljeni sprejemati nova znanja, za katera smo včasih mislili, da so nepotrebna. Zdaj smo pa kar naenkrat se morali naučiti ponovno stvari, kako zelo pomembno je čiščenje, kako zelo pomembno je upoštevanje čistih, nečistih poti, kako pomembno je pravzaprav razkuževanje rok, ustrezna oprema. Veste, da na začetku marca dejansko zaščitne opreme ni bilo, tudi če pa je bila, pa je nismo znali uporabljati tako, kot jo uporabljamo danes. Nismo jo znali pravzaprav niti prav obleči, niti jo obleči v pravem trenutku. Tako da sproti smo se učili, epidemija se je spreminjali, prilagajali smo tudi način, kako se obnašamo v epidemiji, ker je vendarle zelo drugače, ali si v epidemiji na začetku, ali je sam vrh. Veste tudi, da od začetka poskušamo identificirati vsak primer, vsak stik, kasneje poskušamo samo še zajeziti okužbo, kar pomeni tudi, da ne testiramo več vseh, ampak recimo v družini, če je oče pozitiven in so vsi doma v karanteni, potem ne testiramo ostalih, ampak rečemo, da jih smatramo vse za kužne. Ko pa se spet epidemija umirja, pa ponovno testiramo vse kontakte, tudi tiste, ki jih sicer ne bi. Za to epidemijo smo se naučili, kako izredno ranljivi so naši starostniki, kako zelo pomembna je dobra oskrba, ki povečuje kakovost življenja tudi v domovih za starostnike. Naučili smo se tudi nečesa, na kar velikokrat pozabljamo, in to se mi zdi najbolj pomembno. Če smo se spomnili, kako zelo pomembni so medsebojni stiki, kako zelo pomembno je, da imamo nekoga, s katerim se srečamo v živo, kako zelo pomembno je sodelovanje, delo skupaj, eden ob drugem, z namenom, seveda, da mi vsi skupaj živimo v boljši skupnosti, potem smo se od korone veliko naučili. In tudi ta dom v Ljutomeru sem zelo vesela, po današnjem ogledu lahko rečem, da iz zgodbe
v katero smo vsi vstopili zelo zaskrbljeni. Lahko rečem, da smo se vsi skupaj ogromno naučili in da se je pravzaprav spremenila v zgodbo o uspehu. In še tak trd oreh, ki ga skupaj stremo, je za nas kot skupnost izjemno pomemben. Na Ministrstvu za zdravje si bomo iz teh izkušenj postavili tudi določene cilje, ki jih že poskušamo uresničevati, zato da bomo pripravljeni na eventualni drugi val, če pride oziroma ko pride. V tem vmesnem času pa bi vse pozvala, da si tudi malo odpočijemo, ker smo vsi izjemno utrujeni po tem 3-mesečnem stampedu, zato da si naberemo moči, da bomo potem jeseni lahko vstopili polni moči. Upajmo, da za manjšim izzivom, kot smo se srečali tokrat. Opozorila bi še glede na to, da sem tudi zdravnica. Ne pozabimo, jeseni nas, tako kot vsako leto, bo verjetno pričakala tudi gripa. Starostniki oziroma ranljiva populacija, ne pozabiti, cepite se, lahko se cepite proti pnevmokoku in tudi proti gripi, tako da vas pozivam, da takrat izpeljemo ta cepljenja, ker na ta način zaščitimo naše najbolj ranljive. Zdaj pa upam, da pravzaprav za tem spremenjenim načinom dela, ki bo izboljšal tudi standarde v domovih, tukaj seveda imamo še veliko za narediti, predvsem kar se tiče kadrovskih normativov. Po drugi strani pa mislim, da morda so pa ljudje zdaj začutili, kako zelo veliko lahko naredimo skupaj, sestre, medicinske sestre, zdravstveniki, tehniki, zdravniki, zdravstveno osebje, skupaj z socialno oskrbo in kako zelo je to pomembno za naše starostnike in da se to splača početi. Ta občutek povezanosti, skrbi za drugega in pomoč drugemu, to v resnici dela življenje vredno. In upam, da bodo morda tudi ti poklici, ki so bili do sedaj malo zapostavljeni, to se pravi biti zdravstveni delavec oziroma delavec v sociali, da bomo dobili dovolj kadra, dovolj mladih ljudi, ki bodo pripravljeni delati srcem, tako kot so sedaj to počeli zaposleni tudi v Ljutomeru. Tako da hvala. Pred nekaj tedni smo bili strani Ministrstva za zdravje naprošeni, da se vključimo v reševanje problematike doma za starostnike v Ljutomeru. Ko smo prišli na lico mesta, šlo je za večjo ekipo ljudi, strokovnjakov z različnih področij, tako zdravstvene nege, bolnišničnih okužb, infektologije in tako naprej, smo videli, da je situacija zelo, zelo resna. Vsi obrazi zaposlenih in tudi varovancev doma so bili resni zaskrbljeni. In ko ocenjujem, kakšno je stanje po teh nekaj tednih, lahko rečem samo to, da je ekipa, ki je tukaj delovala iz kliničnega centra v Mariboru, z svojim delom, seveda v sodelovanju z vsemi ostalimi, tako zaposlenimi v samem domu starostnikov, kako tudi osebami iz zdravstvenega doma Ljutomer, Murskosoboške bolnišnice, Ptujske bolnišnice in tako naprej, napravila izjemno delo. Lahko rečem, da je dom starostnikov Ljutomer sedaj varen, da so varni tako zaposleni, kako so varni tudi varovanci samega doma in da se ljudje, ki so bili prej tukaj zaposleni, postopoma vračajo, vrnilo se je zaupanje in vrnili so se nasmejani, optimistični obrazi. Tega smo zelo veseli. Prepričan sem, da ob morebitnem drugem valu v Ljutomeru ne bo več težav, da bodo težave obvladali, če bodo prišle sami, seveda pa smo vedno na voljo za dodatno pomoč. V domu starejših občanov Ljutomer smo res imeli tudi težjo obliko okužbe, večje število stanovalcev se je okužilo in bil je tudi izpad našega osebja, kar je seveda pomenilo, da sami ne bomo zmogli obvladovati celotne zadeve. Takrat so se vključili tudi zunanji sodelavci iz drugih zdravstvenih zavodov. Tukaj se vsem iskreno zahvaljujem, vendar pristop, ki je bil v začetku nekako zamišljen,
je predvideval, da bodo se vsi ti zunanji sodelavci v zelo kratkem času lahko naučili vseh teh veščin, kar pa se je pokazalo kot vprašljivo. Zato smo izredno pomembno je, pa smo hvaležni, da se je vključilo potem osebje, ki pa je imelo izkušnje z kliničnim okoljem, najprej iz Murske Sobote, kasneje pa tudi iz UKC Maribor, kar je v tej zaključni fazi bilo izredno pomembno, namreč prvoten pristop je bil tak, da se je nas na nek način skozi navodila usmerjalo, kaj naj naredimo, kako naj, oziroma kako naj ravnamo v takih zahtevnih razmerah. Pristop UKC Maribor pa je bil mentorski, se pravi, so naše zaposlene želeli ne samo povedati kaj, pač pa tudi z svojim zgledom naučiti kako. Imeli so zelo, oziroma imate zelo izdelan načrt, sistematičen načrt, jasne cilje in lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da smo po, mislim, da 2 ali 3 tednih sodelovanja tudi mi z našim osebjem danes usposobljeni, da lahko na višjem nivoju obvladujemo okužbo in tukaj se res iskreno zahvaljujem vsem, ki so prišli v zadnjem času k nam, pa še posebej tej ekipi, ki je, tako sem prej rekel, zelo mentorsko pristopila z svojim zgledom, nas učila in mislim, da je to tak pristop, ki se ga velja zapomniti in prenesti tudi v druge domove, ko govorimo o trajnem znanju, ki ga potrebujemo, ko govorimo o ponotranjenem znanju, ki ga potrebujemo in COVID je taki, ki zahteva dolgoročno spremembo pri vsakem izmed nas. Danes, ko je uradno konec vsega, kaj se je dogajalo v domu za ostarele Ljutomer, lahko poudarim, da zdravstveni dom Ljutomer s svojim osebjem je bil v prvi borbeni črti, če lahko tako rečem, v boju proti koronavirusu, kaj je izbruhnil v našem domu za ostarele. Potem so se še bolj strokovne ekipe iz UKC-ev, bolnišnic, Murska Sobota, Ptuj, Ormož in UKC Maribor priključili in ta zgodba je danes končana. Vesel sem, da je ne glede, da je bila zelo resna situacija, vse izteklo v pozitivno smer. Nažalost, bilo je tudi smrtnih žrtev, ampak v primerjavi z drugimi državami mislim, da v Sloveniji smo uspeli zaenkrat, ne vem, če je prišel drugi val. To je tudi obenem ena šola za vse nas, da se v bližnji prihodnosti pripravimo in da naredimo programe, da se določene zadeve, kot so se zgodilo v 3 naša doma za ostarele, ki je to resnično izbruhnilo, pripravljeni pričakamo na drugi val, če do njega pride. Med prvomajskimi prazniki smo bili naprošeni, da pomagamo DSO Ljutomer v njihovi situaciji. Bil je kar izziv, kar nekaj neprespanih noči, ampak potem, ko se je ustvarila ekipa, smo tudi z našo, ko bi rekla, notranji del in tak manjši del enote se je oblikoval, tako da smo skupaj z sanitarnim inženirjem in pa z Marino Klesinc naredili plan. V bistvu moj tak načrt je bil, da naredimo DSO varen in prijazen za ljudi, in sicer po korakih od pritličja do 3. nadstropja, ker je bilo največ obolelih. Začeli smo pravzaprav, naš osnovni načrt je bil, to je bila v bistvu naloga Jerneja Goloba, da je stavbo pripravil varno, kar pomeni, da smo pravzaprav naredili tudi toplotni šok in izpiranje, ker se vodovodni sistem ni uporabljal skoraj cel mesec, tako da smo res poskrbeli, da so bili varovanci varni, na kar se je naredilo čiščenje. Hkrati s tem pa je potekalo tudi obravnava vsakega stanovalca glede na njegovo epidemiološko situacijo, njegovo zdravstveno stanje, kakšni so bili njegovi rezultati
brisal na zaparnicah, ki so jih naredili, in na podlagi vsega tega smo potem stanovalce porazporedili in dosegli, da so se sprostila varovalni ukrepi, ki so bili v uporabi pred našim prihodom, tako da smo dosegli, ker je bil tudi naš cilj, da je bilo stanje, da so še, ko je bilo precej več okuženih, takšno, kot so bilo na naših COVID oddelkih. Torej, osebna varovalna oprema v uporabi takrat, ko je potrebno, ko se gre k pacientu in ne povsod in vse povprek. Ker mislim, da smo dosegli z tako dobro ekipo, tako da v bistvu naloga naše enote je bila mene, da naredim plan, in pa Marine Klesenc in Jerneja Goloba, da ta plan realizirata in pod njunim vodstvom izpeljejo vse, kar so izpeljali. Če podam kratko analizo našega delovanja in sodelovanja UKC Maribor in Doma starejših občanov Ljutomer, moram danes z veseljem povedati, da je naše sodelovanje prineslo pozitivne rezultate. Naša ekipa je aktivno sodelovala pri organizaciji in pa izvajanju aktivnosti zdravstvene nege v Domu starejših občanov Ljutomer. Pomembno je, da smo z načrtnim pristopom pomagali zaposlenim in pa vodstvu Doma starejših občanov Ljutomer, da so aktivno lahko zajezili in preprečili nadaljnje širjenje COVID-19 v njihovi ustanovi. Današnji rezultati sodelovanja pomenijo, da smo jih educirali, pomagali jim pri osvojitvi novih znanj in pa veščin, kako postopati v primeru suma na COVID-19 in pa seveda tudi kako delati z okuženimi v COVID-19. Tako vsa zahvala naši ekipi, ki je bila multidisciplinarna, in zopet se je pokazalo zelo pomembno, da različni profili lahko privedejo do pozitivnega rezultata, in to je danes pozitivna zgodba Doma starejših občanov Ljutomer. Hvala. V Dom starejših občanov smo prišli 8. maja, v petek, kjer smo imeli najprej skupni sestanek z našimi predhodniki, ki so pomagali v Domu starejših občanov Ljutomer. Po sestanku smo potem z ekipo UKC Maribor odšli v sam dom in smo si pogledali zadeve na licu mesta, se pravi sledil je pregled celotnega doma, situacije, epidemiološke slike. Potem smo se umaknili iz samega doma, kjer smo na podlagi videne situacije začeli pripravljati strateški plan, kako se bomo lotili zadev. Moram reči, da prva slika oziroma prva informacija, ki smo jo dobili v domu, je bila malo presenetljiva. Pričakovali smo nekoliko lažje zadeve, kljub temu, da iz medijev smo marsikaj slišali, ampak za to zgodbo iz medijev se nismo obremenjevali, ampak smo rekli, gremo, vidimo situacijo, poskušamo narediti najbolje. Zadali smo si cilj, da bomo poskušali zadevo v tem času, ko smo bili predvideni tukaj, se pravi, danes je 29. maj in svoje delo v Domu starejših občanov zaključujemo, naredimo po svojih najboljših močeh in pravzaprav zaposlenim v Domu starejših občanov tudi pomagamo. Prvotno je bil dogovor, se pravi ta, da bi jim samo svetovali, bili kot neke vrste nadzorni oziroma svetovalni organ. Dejansko pa potem zelo hitro smo ugotovili, da sama pomoč v takšni obliki, kot je bila predvidena prvotno, ne bo zadoščala, zato smo se potem skupaj kot ekipa, kot tim odločili, da gremo tudi fizično v sam delovni proces. Preko prvega vikenda smo uspeli potem dogovoriti ključno zadevo, se pravi, da smo poskušali pridobiti čistilno ekipo iz okolice. Žal tega nismo uspeli pridobiti, zato nam ni ostalo drugega, kot da smo se povezali z našim čistilnim servisom, ki vsa leta že čisti, se pravi Univerzitetni klinični center Maribor.
Poslali so izkušeno čistilno ekipo, ki je že do tedaj čistila enote, kjer smo obravnavali COVID pozitivne pacijente, in v naslednjem tednu je potem sledilo fizično čiščenje, premeščanje stanovalcev glede na izvide brisov oziroma same epidemiološke situacije. Seveda, ob tem zraven s mojim delom ekipe smo bili odgovorni tudi, se pravi, za vodenje z področja zdravstvene nege, ki je pa vključevalo vse, se pravi, od temeljne zdravstvene nege, od prehranjevanja, tuširanja, kopanja, skratka vsega, oskrbe ran, pa še tudi drugih stvari. Pravzaprav smo se vključevali tudi v logistične procese, se pravi, kot so transport na posamezni oddelek, skrbeli, se pravi, za čiste, nečiste poti, oskrba z perilom, edukacija v smeri, se pravi, pravilne uporabe osebne varovalne opreme, dezinfekcija, čiščenje tako stanovalčeve okolice kot tudi zaposlenih, zmes pa edukacija 1 na 1. Kaj je pomenila ta edukacija 1 na 1? Da smo šli skozi proces dela v domu in ves čas delali skupaj z temi zaposlenimi, ki so bili za čas našega bivanja tukaj v domu starejših občanov. Enormno in res pionirsko delo so naredili prostovoljci, kar je ključno in najbolj pomembno in zelo zanimivo tudi na koncu, da so se v sam proces dela v domu starejših občanov vključevali prostovoljci različnih profilov. To so bili študenti zdravstvene nege, študenti medicine, potem tudi prostovoljci in dejansko pravzaprav tudi s pomočjo njih nam je uspelo pripeljati, danes lahko rečem, skoraj da zgodbo do čistega konca. Trenutno na včerajšnji dan so v domu 3 pozitivni pacijenti, ki so nameščeni v rdečo cono. Se pravi, naše delo zmes v sodelovanju z zaposlenimi je bilo tudi vzpostaviti te cone. Najprej bela cona, potem siva cona in pa rdeča cona. Tako da jaz mislim, da lahko pod črto potegnjeno rečemo, da misija v domu starejših občanov Ljutomer samosebno skupaj z ekipo ocenjujem, da je bila uspešna. Ena nepozabna izkušnja, ki bo ostala verjetno za celo življenje, spoznavanje novih ljudi in pa tisto, kar je tudi ključno, in se mi zdi dobro, da se to tudi na tem mestu pove. Zelo radi uporabljamo izraz kompetence. Tukaj se je pokazalo, da te kompetence v primeru doma starejših občanov Ljutomer lahko prehajajo, se pravi, da se lahko v obravnavo stanovalcev vključujejo različni profili in da konec koncev vsak v uspešen konec zgodbe prispeva svoj delček, glede na znanje, ki ga predhodno po svoji strokovni izobrazbi ima. Moja naloga kot koordinatorica za Mursko-Soboško regijo je bila, da sem prerazporejala kader iz različnih zdravstvenih ustanov konkretno v DSO Ljutomer. Tako sem prerazporedila kader, seveda s pomočjo koordinatorja za zdravstveno nego iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, iz vseh zdravstvenih domov v Pomurju, se pravi iz Ljutomera, potem iz Murske Sobote, iz Lendave, Zgodnje Radgone. Potem prerazporedili smo kader iz Podravske regije. V ta namen sem se povezovala z koordinatorjem iz Ptuja in pa se pravi z dr. Mihajlikom in pa s koordinatorico gospo Ohan Petek. Potem moja naloga je bila komuniciranje tudi z drugimi deležniki, udeleženimi v tej situaciji, bodisi z županjo, z direktorjem doma, z vodjo zdravstvene nege, z vodstvom bolnišnic, z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo in z večjimi deležniki, recimo z civilno zaščito, z župani.
če sem že omenila. Tako da je bilo pestro delo, v to delo sem padla tako rekoč zelena, ampak sem se zelo veliko naučila iz tega dela, veliko novih poznanstev, sem dobila veliko izkušenj, tudi mogoče za naprej. Na tem mestu bi se res rada zahvalila vsem, ki so pomagali pri tem, ki so priskočili na pomoč. Vsak je imel sigurno pomisleke, da je šel v dom, se pravi, bolezen je nova, malo vemo o njej, se pravi, vsem bi se rada zahvalila, ki so bodisi s komunikacijo z mano ali pa tako, da so šli v dom pomagati, priskočili na pomoč, da smo sedaj postavili dom na ta nivo, kot je, ko lahko rečemo, da je to ena uspešno zaključena zgodba. Zdravniki v Zdravstvenem domu Ljutomer smo upravljali delo zdravljenja naših varovancev v domu starejših v Ljutomeru. Seveda, glede na naravo, bolezenski stan v domu starejših, smo morali seveda naše delo močno spremeniti oziroma prilagoditi danim razmeram, predvsem glede zaščitne opreme, glede načina nekih izvajanja dela, zaradi pomanjkanja kadra. V domu smo tudi naše delo močno prilagodili, naredili smo ogromno dela, bilo je pestro, vsi smo se veliko iz tega tudi naučili, virus je neznanka v svetovnem merilu, imamo velike izkušnje zdaj z samim virusom tudi v našem domu in menim, da smo opravili odlično delo in sem ponosen na vse zdravnike, ki smo se vključevali tukaj v delo v domu starejših v Ljutomeru.